Tega trenutka smo prejeli 3125 zaposlenih v šolstvu, vzgoji in izobraževanju, ki izkazuje interes za cepljenje, in to bomo naredili v četrtek, petek in soboto. Mi bomo šolnike začeli cepiti v četrtek popoldan, zaradi tega, da ne bi motili njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa. To bomo naredili v petek popoldne še in pa v soboto dopoldan. In tukaj računamo, mi lahko v enem popoldnevu cepimo 1500 ljudi, tako da računamo, da bi v teh 3 dnevih potem tudi pocepili celo populacijo. Je pa zdaj verjetno vse pri vas ali na terenu? Torej, cepili bomo v prostorih Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja na Koroški cesti. Ob tej priliki bi želel zahvaliti Univerzi v Mariboru, da nam je odstopila ta prostor. Namreč ta prostor nam omogoča, da lahko hkrati cepi 9 oziroma 10 ekip in na ta način bomo to cepljenje v relativno kratkem času lahko tudi realizirali. Moram pa ob tem povedati seveda tudi to še, da mi smo dobili teh 5500 odmerkov AstraZenece na osnovi poročila, da je ostalo 15000 odmerkov cepiva AstraZenece nerazporejenih in mi smo zaprosili za to in to tudi dobili. Dobimo pa v tem tednu še dodatno 2000 odmerkov cepiva AstraZenece, 600 odmerkov cepiva Moderna in pa 2112 cepiv Pfizerjevih cepiv. To pa govorim zaradi tega, ker bomo že jutri začeli z cepljenjem kroničnih bolnikov starih med 19 in 65 let. Teh je v Mariboru približno 4500 in pa seveda nadaljevali z cepljenjem starejših od 70 let in pa potem po teh dobnih skupinah. Namreč v osnovi velja pravilo, da se z cepivom AstraZeneca cepijo mlajši od 65 let, medtem ko se starejši od 65 let cepijo z RNA cepivi. No in to nadaljujemo tudi.